Drekec je na srečo biološki in razgradljiv. Zato, kdaj ne vidim in pustim, si ne sekiram kaj preveč. Je pa seveda treba pobirati za svojim psom. Ko vidim, da lastnik ne pobere za svojim psom, sem kot kaže nesramen, ko jih vprašam, če vejo, da so pustili za svojim psom. Imajo izgovore, kot da se je samo polulal, da se ni podelal. Ali pa da je driska in tega ne morejo pobrati. Ali pa da nimajo vrečk, ker jih je zmanjkalo, ker jih je nekdo drugi vse pobral. Nekateri odkrito pravijo, da pa oni ne pobirajo za psom. Da pes itak ni njihov, da ga samo peljejo ven. Ali pa Cvetka, da za policajskimi konji tudi policaji ne pobirajo. Ali pa da kratko malo ne bojo pobirali, ker oni ne pobirajo. Povzdignejo nos in odlajdrajo naprej. Slišal sem tudi izgovor gospoda, ko sem ga srečal v parku v Ljubljani, da on v gozdu ne pobira za psom in da park je itak gozd. Seveda, če nimajo in ponudim vrečko, takrat sem še posebej nesramen. Saj mi ponavadi rečejo, da naj se brigam zase in jo popihajo. No, seveda, kakšni vzamejo vrečko in so zahvalni, ker poberejo za psom. A le redki. Seveda je pa drekec ponavadi mehek. In vidim, da lastniki samo zagrabijo, kolikor pač lahko v enem zamahu. Drekec se razpusti in ostalo pustijo tam stati, misleč, da so zadosti pobrali. Vrečke je treba, kot kaže, šparati. So bolj vredne od suhega zlata. Zelo neodgovorno je, da ne pobiramo za svojim psom. Saj ko smo se odločili, da bomo imeli psa, smo morali sprejeti tudi to, da bomo imeli denar, da kupimo vrečke in da bomo tudi pobirali za psom. Če ima drisko, je tudi to treba pobrati. Pač se porabijo 3-4 vrečke in par papirnatih robčkov, ki naj bojo tudi del obvezne opreme. Da ni težko ali pa nemogoče pospraviti drisko. In da nimajo vrečk, ker jih ni bilo v drekcomatu, je še bolj neodgovorno. To je tako, kot če bi lastnega otroka pustili podeljenega zaradi tega, ker na mesto ali država ni priskrbela peleničk. In če niste zmožni sami kupiti vrečk za psa, potem niste primerni, da imate psa. Vednost in ravnanje.